Šport gluhih ima precej dolgo zgodovino. Vrhunski šport gluhih se je na mednarodni ravni začel uveljavljati leta 1924 na prvih olimpijskih igrah gluhih v Parizu. Paraolimpijske igre pa so bile prvič organizirane šele leta 1960. Med skupinami invalidov so se gluhi tako prvi začeli ukvarjati z vrhunskim športom na mednarodni ravni. Slovenci so od prvih nastopov veljali za uspešne. V času Jugoslavije so na olimpijskih igrah gluhih osvojili 6 medalj, po osamosvojitvi Slovenije pa 17. Idejni oče olimpijskih iger gluhih je bil Eugène Rubens-Alcais. Bil je gluhi aktivist na področju športa in znan kot gluha različica barona Pierra de Coubertina, očeta sodobnih olimpijskih iger. Eugèna Rubens-Alcaisa so za časa življenja obravnavali kot osebo z motnjami v duševnem razvoju. Prve olimpijske igre gluhih so se imenovale Silent Games ali v prevodu Tihe igre. Udeležilo se jih je 148 športnikov, med njimi ena ženska, pomerili pa so se v 7 športnih disciplinah.
Potem so isto leto na kongresu potrdili statut in ustanovili CIS oziroma današnji ICSD, Mednarodni komite za šport gluhih, katerega predsednik je bil prav Eugène Rubens-Alcais. Ob ustanovitvi Mednarodne športne zveze je bilo 9 držav članic, danes pa jih je že 108. Prve poletne olimpijske igre gluhih so potekali leta 1924 v Parizu. Od takrat se jih je vsake 4 leta, z izjemo leta 1943 in 1947 zaradi dogodkov druge svetovne vojne, zvrstilo že 22. Eugène Rubens-Alcais je umrl leta 1963, star 79 let. Mednarodna športna zveza gluhih že vrsto let podeljuje nagrado Rubens-Alcais za izjemne dosežke v športu gluhih ter za promocijo in razvoj športa gluhih v različnih državah.